Tisti čas je Jezus rekel apostolom: ne bojte se ljudi, nič ni zakritega, kar bi se ne razodelo, in skritega, kar bi se ne spoznalo. Kar vam pravim v temi, povejte pri belem dnevu, in kar slišite na uho, oznanite na strehah. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel. Ali ne prodajajo 2 vrabcev za en ovčič, in vendar nobeden od njih ne pade na zemljo brez vašega očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej, vredni ste veliko več kot veliko vrabcev. Vsakega torej, ki me bo priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim očetom, ki je v nebesih. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Lahko bi rekli, da je prvo berilo kot uvod v današnji evangelij, ko pravi prerok Jeremija, koliko je enega šušljanja, pa tudi nasprotovanja ali pa obtožb. Na koncu so bile tudi grožnje, da bi ga umorili. In to je prerok Jeremija doživljal zato, ker je takrat v družbi opozarjal na napačna ravnanja. Lahko bi rekli, opozarjal je na greh, ampak takratni ljudje niso hoteli spremeniti svojega načina življenja. In če to opozorilo za navadnega človeka, ni toliko veliko nasprotovanja, če pa to sliši kritiko nekdo oblastnik, je pa to veliko hujša sila in tudi pritisk. In kot odgovor na to Jeremijevo stisko življenja, Jezus pravi, ne bojte se ljudi. Pa bi dal 2 primera, ki so nam zelo blizu. Res, da so to zelo iz zgodovine in Svetega pisma, kako se človek ustraši človeka. In to celo človeka, ki je na nižjem položaju v družbi glede na moč. Eden od takih ljudi je recimo bil kralj Herod. Kralj Herod je vedel, da Janez Krstnik nima krivde in ga ni hotel umoriti. Ampak tisti ljudje, ki so bili zraven, to so bili njegovi podrejeni, teh se je ustrašil. In ker je dal obljubo, da bo izpolnil vse, kar bo želela hčerka od Herodijade, se je ustrašil, da bi bil zvest svojemu prepričanju. In je dal umoriti nedolžnega človeka, Janeza Krstnika. Drug primer je sodnik Pilat. On je vedel, da je ozadje sovraštvo, hudobija, nasprotovanje, zavist, zloba in se ustrašil tistih ljudi, ki so vpili pred njegovo palačo. Seveda posledično tudi je bilo ga strah oblastnika cesarja in je naredil nekaj, za kar je bil prepričan, da ni prav. Ko bi lahko rekli, hvala Bogu, nismo oblastniki, tega smo rešeni, nismo na področju sodstva, smo zopet tukaj rešeni. Ampak pride pa druge stvari. In imamo spominu, ko sem bil v 3. razredu, takrat še Jugoslavija, in je 1 uro 3. razreda nadomeščal nek učitelj. Je prišel po zanimivi poti v našo osnovno šolo, ne bom pot razlagal, ampak sredi ure kar naenkrat vzame redovalnico in po abecednem vrstnem redu kliče
in vsakega vpraša, hodiš k veruku? Po abecednem vrstnem redu, primer poje je precej že v drugi polovici, se bo kako bo šlo tole. Samo dva pred menoj sta rekla hodim. Potem sem pa jaz na vrsti. Mislim, da sem bil edini še, ki sem rekel hodim, 3 smo bili. In res tako stanje je bilo. Takrat velika vojašnica v Šentvidu, veliko priseljencev iz republik bivše Jugoslavije. In sem čakal, kaj se bo zgodilo. Nič se ni zgodilo. Ampak vsi smo bili zapisani tako, kot smo rekli. In prav iz te izkušnje 3. razreda potem tudi drugače sprejemam, kot danes kakšen od mladih, lahko to v osnovni šoli ali v srednji šoli izrazi stisko, da je težko v družbi. Kot da nekdo od mojih vrstnikov prepozna, da hodim v cerkev, pa pride posmeh, zaničevanje. Ali nekdo, ki je mlad človek, pa da bi priznal, tudi molim. Ali pa doma molimo. In pride do posmeha in lahko izločitev iz tiste družbe. To je lahko ta družba, v kateri je, mogoče je to 5-6 mladih, ne več, ampak to je tista družba, ki jo ima, vse druge nima. In danes, ko so ta socialna omrežja, ko nekdo nekoga napade, že predno pride drugi dan v šolo in že ves pogrom čez njega. In potem v šoli že tako izločitev. Kako je danes težko za mladega človeka, da prizna, kaj mu je vrednota in da čuti, da je tudi versko življenje nekaj, kar je zanj pomembno ali pa blizu. Morda je starejšemu človeku lažje, ker je že toliko korakov, pa toliko stvari bilo v življenju, kaj neka drža, beseda že zgrajena. Pa tudi lahko kdaj tudi starejšemu lahko je neprijetno, zaradi tega, ker nastane posmeh in norčevanje iz tako osebnih stvari, ki so zelo dragocene, kot je odnos z Bogom, zaupanje v Boga, vera. In Jezus pravi, ne bojte se ljudi, bojte se tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel. Veste, s tem vprašanjem se jaz soočam že kar leta in leta. Pa koga ne se tukaj bojim, ki lahko dušo in telo vrže v pekel? Zelo pogosto mi tukaj prihaja nekako v ospredje, se pravi strah pred Satanom, pred hudičem. Je res želi vsakemu človeku slabo in zlo. Pa saj Satan ni najmočnejši. Kaj potem naj se bojim Boga, ki je najmočnejši? Ne gre skupaj. Pa tudi v Svetem pismu imamo besedo strah Božji. Še iz veruka poznamo tudi to, da je eden od darov Svetega Duha strah Božji. Pa je zelo na mestu ta beseda. Zato, ker je samo opažen, ne vem, kako vi to opazite v družbi današnjega utripa življenja. Izgublja se strah pred grehom. In potem beseda, sej to ni tako hudo. Sej dosti ljudi tako živi. Nisem edini. In se stvari, za katere lahko rečemo, niso pravilne, so slabe, so grešne, ne prinašajo nekaj dobrega. Niti blagoslova ne moramo pričakovati, če bo tak način življenja, pa kar ni strahu, da bi izstopili. Lahko bi zdaj določene prav konkretne primere naštevali, ampak na človek reče, pa se vsi preklinjajo, ko se nekaj zgodi, pa rečem na hitro. In se že obleži
da ta kletev, grda beseda ni tako hudo. Pa se kakšen tudi malo po svoje pove, pa če večkrat priredim, se ni tako hudo. Pa važno, da se imava rada. Kaj pa tista dva, ko se kregata, a pomaga, da sta poročena? In da se imava rada, se ni to pomembno to, da sta poročena. In se zopet opravičuje neko stanje življenja, češ ni tako hudo. In res izgubil se je strah pred grehom, ki ni samo čutenje, ampak tudi razum človeka po pameti, tudi na pravem mestu. Vse ni tako hudo, če ne prihajam v cerkev, k zakramentu svete Evharistije, se trudim, da sem pošten, vsakemu pomagam, držim svojo besedo in obljubo. Ampak tukaj pa zopet opravičujem nek način življenja in se je v današnjem utripu življenja se je izgubil strah pred grehom. Ali pa priznanje, to, kar imam, ni prav. Težko spremenim, mi ne gre, ampak priznam pa, ni prav. Tako ne gre za mene, zame dobro. In zato Jezus pravi, bojte se tistega, ki lahko dušo in telo uničuje. Dušo in telo. In to uničevanje je lahko samo do neke mere, lahko je močno, lahko je pa zelo tragično. In kako je danes ta beseda aktualna, da lahko jasno rečemo, taka ravnanja, tak način življenja ni dober, ni pravilen, ni v redu. Nekdo zmore popraviti, mogoče v deloma nekatere stvari. Gotovo so ljudje, ki enostavno nimajo moči, da bi spremenili svoj način življenja, ravnanja, dela, besed, obnašanje. Ampak Jezus na svojo besedo vabi ponovno. Tudi skozi to naše poletje, ko prihaja, poglej svoje življenje, na katerem mestu si. Popravljaj tisto, kar čutiš, da ni dobro. Potrudi se tam. Tako tudi lahko pričakuješ življenje, veselje, radost, zadovoljstvo, srečo. In potem so tudi za nas lahko besede, to, kar se pove na oko, se lahko ozdravi na strehah. Ni stvar, ki bi človeka prevenila ali osramotila, ampak ga dejansko dvigala. Pa ne bo tudi ena taka iskrena molitev k Bogu za pravo spoznanje, pravo modrost, pamet, bi rekli. Naši predniki so rekli, molimo za zdravo pamet in da bi lahko imeli dovolj notranje moči, da bi lahko tudi živeli obliko življenja, ki je dobra, ki je lepa, lahko bi celo rekel z beseda, pot naše svetosti. Zato vas tudi povabim, da skupaj